v sredo. Žoga je okrogla. Lepo pozdravljeni, slovenska nogometna reprezentanca bo dobila novega selektorja, 8. polnopravnega, različnega po vrsti. Nogometna zveza ni podaljšala pogodbe z Matjažem Kekom, naš gost pa je eden od dosedanjih 7 selektorjev, to je Slaviša Stojanović. Lep pozdrav, Slaviša. Pozdrav sem. Pogovarjali se bomo o možnih kandidatih za Kekovega naslednika in o tem, kaj mora slovenska reprezentanca narediti, da se znova prebije na veliko tekmovanje. Ta teden bo žreb skupin za svetovno prvenstvo, kjer pa Slovenija naslednje leto ne bo igrala. Tu pa sta tudi Boštjan Janežič in Marko Cirman. Dober dan, lepo si rekel polnopravni selektor. Slaviša je polnopravni selektor bil, ne? Je. Lep izraz si uporabo. Pogovarjali smo se prej o Igorju Benedejčiču, ali bi ga šteli zraven med to dosedanjo sedmerico ali ne. Bil je vršilec dolžnosti, on bi bil 8. selektor, torej dosedanji za Slovenijo, sedmerica pa polnopravnih članov. Moje ime je pa Luka Petrič. Prvi polčas. Ponavadi začenjamo pri slovenski ligi, ampak danes, ker bo Slovenija dobila novega selektorja oziroma se je odslovila, se je zahvalila staremu, bomo začeli seveda s tem. Nekaj smo se o naslednikih možnih za stolček Matjaža Keka že pogovarjali po tekmi s Kosovom, pa me zanima, Slaviša, kdo se vam zdi, da bi bil pravi kandidat za to, da bi bil novi slovenski selektor? No dobro, ne bi se zdaj spuščal v zadevo prejudiciranja ali pa izpostavljanja kakšnih kandidatov, bi si pa želel absolutno, da je to nekdo iz domače stroke. Zakaj? Pa zaradi tega, ker je domača stroka vse preveč podcenjena pri nas, ker je domača stroka tista, ki je naredila velike stvari in na reprezentančnem nivoju in na klubskem nivoju. Kar zadeva reprezentance, je naredila vse stvari. Tako da preprosto, čisto enostavno, mislim pa zato, ker mislim, da imamo v domači stroki tudi nekaj zelo zanimivih kandidatov, katerim treba dati priložnost. Tako da to je moja želja, kaj se bojo na zvezi odločali, je seveda njihova stvar, ampak če mi ne bomo podpirali domačo stroko, ki je že neštetokrat pokazala, da je kvalitetna, potem ne vem, kdo bo to lahko podprl. Vas je kdo že klical? Ne, in mislim, da tudi ne bo. Bi vas to zanimalo, da bi se vrnili na ta stolček? V tem trenutku mislim, da je to zelo nerealna zgodba. Možni kandidati, takrat smo se že pogovarjali, Boštjan Cesar se je velikokrat omenjal in smo izpostavili to, da je Boštjan Cesar bil doslej pomočnik Matjaža Keka in potem imel edino pravzaprav službo potem kot trener Maribora, kjer se ni izkazal, izpostavili, da mu morda pa brez morda manjka izkušenj, da bi bil že bolj uveljavljen trener, da bi lahko postal selektor. Slišal sem v zadnjih dneh Darko Milanič, Ante Šimundža. Borut Jarc ima izkušnje z reprezentanco. Ante Šimundža je tudi na Poljskem aktiven. Eno izmed informativnih oddaj sem zaključil, da je prvi favorit NZS-ja Boštjan Cesar, tudi če nima izkušenj. Največ nogometnega pa ima na kontu Darko Milanič izmed prostih kandidatov. Tako je igralsko, še v jugočasih, igral je Ligo prvakov, vodil je Ligo prvakov, ampak tudi, če je Izolan, je verjetno za zvezo preveč na oni strani Trojan. Jaz mislim, ko smo se pogovarjali v tisti zadnji žogi po Kosovu, da bodo izbrali nekoga iz tega svojega mehurčka, da vendarle zveza je bolj predvidljiva v tem pogledu, tako kot do sedaj. Se mi pa zdi Boštjan Cesar še premlad, še premalo izkušen, še preveč zelen trenersko za opravljanje selektorske naloge. Selektor je, kot sem dejal takrat, neka ravnatelj, to mora biti neka izkušena siva glava, da temu rečem, sploh v tej situaciji, ko je vse anemično na igrišču, ko je okovje reprezentance odpovedalo, rabi nekoga, ne bom rekel, da s trdo roko, ampak reprezentanca nekoga, ki bo uredil stvari, ki bo postavil tako kot en, ki bo znal voditi te igralce, ker nenazadnje to niso kar neki igralci, imamo enega iz Premier lige, enega že leta in leta v La Ligi in preostali, ki so tudi v velikih klubih, tako da to povezati in to uigrati, to uglasiti vsake toliko, ko ni to klubski nogomet, ko se ne sestajaš vsak teden, mislim, da rabiš enega takega karizmatičnega in seveda strokovno podkovanega trenerja, selektorja.
Slaviša, se vam zdi, ne bom rekel, Boštjan Cesar idealen kandidat za selektorja ali pa dober kandidat za selektorja, ampak ali ima dovolj izkušenj za takšno mesto? Še enkrat, ne bi rad nobenega izpostavljal, absolutno ni moj delokrog, kar se tega tiče, lahko samo ocenjujem delo nekoga na takšen ali pa drugačen način. Sigurno je kar nekaj dosti zanimivih kandidatov. Še enkrat poudarjam, da bi si želel, da je to nekdo iz domače stroke, tako da enostavno vodenje reprezentance ni mala stvar. Seveda so potrebne izkušnje. Jaz sem prevzel reprezentanco po 6 letih klubskega nogometa, po 2 naslovih prvaka, po 2 viceprvaka, po 2 letih in pol dela v reprezentanci, se pravi po 8 letih, in sem se najdel v nekaterih momentih, da nisem točno vedel, kaj zdaj narediti, na kakšen način se sovpadati z nekimi stvarmi. Seveda so potrebne izkušnje, ampak upam, da bodo na zvezi imeli dosti pragmatičnosti, dober razmislek in predvsem vero v to, da ta naslednji selektor lahko prinese dobrobit slovenskemu nogometu. Slaviša je povedal, kaj vse je delal, preden je prevzel reprezentanco. To je to, kar govorim za Boštjana Cesarja. Jaz ne trdim slučajno, da on slab strokovnjak, da ne ve, da je super, da se razume s fanti, ampak to ni dovolj, da se samo razumeš fanti. Ti moraš opraviti tako imenovano šolanje. In na nek način, to bo tudi Slaviša lahko verjetno potrdil, ti je reprezentanca, vodenje svoje države, češnja na torti trenerske kariere. Ne? Seveda, to je absolutno ena velika čast in neka pozicija, ki se ravna z vsemi državnimi nekimi titulami v neki določeni državi, normalno. Tako da je zelo odgovorna funkcija. Vsakdo si vzame pravico, da ti reče, napiše, skandira, pač karkoli, moraš biti pripravljen na vse te stvari. Si pa prej dovolj dobro opisal, kaj to pomeni, predvsem v vodenju igralcev, ki niso več mehni fantki, ki so na svojih poteh, ampak so igralci, ki zahtevajo svoje pozicije, ki zahtevajo svojo vlogo, ne nazadnje so finančno neobremenjeni, tako da veliko nekih faktorjev je, ki so zelo pomembni, in pri odločitvi je treba vzeti vse to v zakup, gledano strani nogometne zveze. Se je ta značaj nogometašev tudi v Sloveniji spremenil skozi vsa ta leta, ne? Ko ste bili vi selektor ali pa zdaj, ne? Rekli ste te zahteve, tega včasih ni bilo, ne? Ni bilo toliko tudi ne prestopov. Reprezentanti so igrali za reprezentanto velikokrat še pod Katancem, se spomnimo, ne? Brez nekih klubskih izkušenj. Ne? Ja, absolutno se je veliko tega spremenilo. Veliko, ne nazadnje generacije, ki prihajajo, povsem drugače gledajo na življenje, na odziv, na posel, na nogomet, na finance, na katerikoli teh faktorjev, ki lahko vplivajo na tvojo kariero. Tako da zadeve se spreminjajo. V času Srečka so igralci nekako pod narekovaji probali izkoristiti moment reprezentance, da bi lahko dosegli boljše rezultate v svojem klubu ali pa boljši status v svojem klubu, ali pa ne nazadnje tudi boljši prestop v močnejše lige, v močnejše klube in tako da enostavno vse to se je nekako zdaj spremenilo, tako da je delo selektorja še toliko teže. Prej smo govorili, omenil sem nekaj imen, tudi Boštjan Cesar, to so vsi selektorji, torej vsi trenerji, ki gojijo bolj ali manj pragmatičen nogomet. Ante Šimundža je sploh znan potem, Cesarjev nogomet v Mariboru je bil več ali manj previden, ni bil zdaj odprt, ekspanziven. Darko Milanič, vem, da je velikokrat razlagal o tem, da bi želel igrati bolj napadalno, ampak po večini je pri Mariboru, kjer se je najbolj uveljavil v slovenskem prostoru, igral velikokrat pragmatičen nogomet, sploh recimo na evropskih tekmah. Uspešen, zelo, ampak ja, vsi so igrali več ali manj pragmatično. Ali mora slovenska reprezentanca igrati pragmatično,
da je uspešna. Zdaj sem razmišljal, ko si naštel vse te kandidate, niti enega, ki bi nekoč nekdaj igral v zvezni vrsti. Ne? Ampak jaz moram reči, da se mi zdi, Pa da se to ne pogojuje s tem, ne, ampak jaz mislim, da branilci veliko krat raje igrajo, oziroma njihove ekipe, ko so trenerji, raje igrajo bolj napadalno in napadalci igrajo bolj previdno. Ne vem, meni se je zdelo dinamika Milanič-Zahovič pri Mariboru, Zahovič pa je bil kreativec, pa vse. tako se je spremenil nogomet v tem času, ko so oni nehali pa... On je bil super pragmatik. On bi, če bi bilo treba, bi vse zaprl samo za rezultat. Zanj je bil rezultat na 1., 2. in 3. mestu. Medtem ko pa se mi je zdel Milanič, da je velikokrat želel tudi bolj lepo igrati. Da je bila tudi lepota nogometa ne zgolj na 4. mestu, ampak morda na 2., 3. Zahovič ga je tudi prepričal v takšno igro, ker so se ogrevali ob naslovu državnega prvaka, mariborski nogometaši, za obrambno igro v Evropi, s čimer so edino lahko konkurirali večjim klubom. Morda tudi za voljo tega takšna igra oziroma takšno razmišljanje. Nazaj k osnovnemu vprašanju, ali mora Slovenija igrati pragmatično. Torej, doslej, ko se je uvrstila na velika tekmovanja in ta obdobja štejemo za uspešne slovenske reprezentance, je več ali manj igrala torej strnjeno obrambni, borbeno in potem poskušala iz redkih protinapadov doseči gol in Ja, to je bilo v preteklosti, kako razmišljamo za naprej, je druga stvar, ampak vsi pokazatelji pa kažejo, da mora igrati pragmatično, obrambno. Tudi Katanec je v neuspešnih kvalifikacijah za Evropsko prvenstvo v Franciji tudi igral pragmatično z eno drugo ekipo kot s tisto prvo, ko je bil tako na Evropskem kot na svetovnem prvenstvu. Tudi Prašnikar, ko je prišel v dodatne kvalifikacije za Evropsko na Portugalskem 2-4, prav tako pragmatično. Morda je bil Oblak malce bolj pogumen, ampak njegova era je bila precej kratka, pa še takrat je bila sprememba velika, menjava generacije v reprezentanci. Pa tudi stadiona. Tudi stadiona, ja. Slaviša, se vam zdi, da mora Slovenija biti za to, da je uspešna, bolj previdna reprezentanca torej? Odvisno od filozofije selektorja, odvisno od kapacitete igralcev, ki so trenutno na voljo. Kdo je? Od trenutnih, če gledamo trenutno ekipo, trenutni kader. Glede na to, kako kakšni igrajo v svojih klubih, mogoče bi lahko to izgledalo malce drugače. Ja. Na kakšen način malce drugače? Pa ne toliko mogoče pragmatično, mogoče malce bolj riskantno, malce bolj igrivo, malce bolj napadalno. Tako da... Pa da se razumemo, imamo več stopenj previdnosti, pragmatičnosti, obrambnega nogometa. Ne mislim zdaj, da mora slovenska reprezentanca igrati tako kot... Tomi Horvat. To vem, kaj misli Slaviša. Tomi Horvat recimo ne deluje sproščeno v reprezentanci. Recimo. Ampak se že zadnjih 6-8 let od Josipa Iličiča naprej slovenska reprezentanca nima neke desetke, ki bi bila uspešna. V Zagrebu. Ja, je, ampak ni desetka, ki bi bila uspešna v reprezentančnem ustroju. Ja, govorimo o Mihi Zajcu. To je bil Kekov sistem. Kek je spreminjal sistem, postavitev, igralcev pa ni menjal. Ni vključil ne Sešljarja, ne Svetlina, ne Gradišarja, še koga, Ratnika niti povabil. Tako da je on izžel ta svoj kader, zdaj pa verjetno, tako kot je Slaviša dejal strokovno, odvisno od poguma selektorja in kadra, ki ga bo morda naslednji selektor polovično spremenil. Mnogi izpostavljajo Alberta Riero kot možno. Ne. Iščeš meso, ne? Želim priti do dna, vse do dna ne bomo prišli, ampak želim bolj raziskati in več izvedeti o tem. Mnogi so izpostavili Alberta Riero kot nekoga, ki je dober motivator in igra lep nogomet, in zakaj pa ne bi on bil selektor slovenske reprezentance. Meni se zdi v kadru, da je veliko igralcev, ki mu je sledilo, ki mu verjame, ki jih je vcepil to svojo samozavest v njih. Ampak sprašujem pa se, ali lahko reprezentanca, ki ni klub, ki nima treninga torej vsak dan 50 tednov na let, ali lahko se tako uigra, kot se uigra klub. A nisi sedaj tudi razmišljal o tem, da Albert Riera,
Prav on. Da se razumemo, sej on je tudi pod pogodbo in ni prost trener. Albert Riera tudi deluje ob vsej tej motivaciji in ko zna igralcem zlesti pod kožo, ko jim vrača dobro. On je znan tudi po tem, da je 50 tednov na leto ali pa 45 z nogometaši, v reprezentanci pa je malo treningov. Da. Je pa res, da je dal te reprezentance, mislim, da 6-7 zelišnikov moreti igralcev skozi in ga igralci tudi poznajo. Ampak, ko bi bila samo Rierova pogodba ovira, tako pa je verjetno še kaj drugega. Ne? Mislim, da ZS in Albert nimata trenutno skupnega imenovalca. No? Vse tako se zdi. Po izjavah Alberta tudi. Sem vzel njega kot en primer. Ker si hotel reči Sanchez? On ne deluje dobro samo, ko je kot trener, ampak Angleži pravijo temu menedžer, ne, ko imaš več kot ekipo pod nadzorom. Mislim, po eni strani se mi zdi super, da je selektor tudi zelo dober motivator, ker se mi zdi, da na tej psihološkem momentu lahko trener v vlogi selektorja veliko naredi. Se mi zdi, da se bolj pozna na krajši čas, kot pa da nima v klubu. Ampak sprašujem pa se, ali imaš dovolj časa, da uigraš lep nogomet. Ne? Če boš pa preveč napadalen, boš dobil pa 3-4 kose od Švicarov, vse vidiš. Mislim, da pri nas ta pragmatičen sistem vse pije vodo, ne? Sam pač izpad pa se od izpada razlikuje. Ne? Tako klavrno, kot smo izpadli v teh zadnjih kvalifikacijah, res ni dobro. Ne? Dosegli smo nek vrhunec, potem pa takoj klofuta, kar je nekako logično naravna pot te reprezentance. Ne? Sej to ni nič novega. Tudi Euro 2012 je po svetovnem prvenstvu v Južni Afriki splaval za nas po vodi. Ne? Tako da, istemu selektorju. Ja, no, ampak pravim, ne, da mi imamo kakovostne igralce, je pa res, da nekako se je izpel tudi čas Matjažu Keku, sej to je nekako logično. Časi za svež veter, sveže ideje in to je to, no, mislim, pač sej ni težava v tem, da ti se ne uvrstiš na veliko tekmovanje kot tako majhna nacija, ampak težava je na kakšen način izpadeš in ta način je bil res kar bogo zagledati, no. Slaviša, koliko pa je sploh možno spremeniti kader? Tako, strokovnega vidika, ne samo po vašem mnenju, ampak generalno. Vse skozi govorimo o omejenem slovenskem nogometnem kadru, pa vendarle tudi v Sloveniji nekateri nogometaši izpadejo ali pa niso v prvem planu. Zajce ni naigral v reprezentanci, Šišice ni naigral v reprezentanci, takšni kalibri. Ja, je do neke mere sigurno omejen kader, ampak še vedno se vrača na začetek, to pa je ta pogled selektorja, kako vid nogomet in kakšen model hoče igrati in temu primerno seveda pokliče igralce, ki bojo vrednotili to njegovo filozofijo na igrišču. V večini primerov je izpadlo dobro, način pragmatičen, discipliniran, odgovoren, povlečen od zadaj, počakamo na svojo priložnost, zabijemo in pol držimo. Tako da v večini primerov je to šlo čez. Vsake toliko časa, ko nasprotniki po nekem ciklusu pozabijo na nas in pozabijo na to kvaliteto, spet nasedejo in spet lahko gremo čez to neko luknjo čez, ampak sigurno je na drugi strani, ko priješ do nekih uspehov, kakor je bilo v zadnjem času z uvrstitvijo na Euro, seveda te nasprotnike analizirajo do potankosti in potem vidijo, na kakšen način pristopajo, potem več ti nekega velikega manevrskega prostora niti nimaš, tako da v takih momentih treba biti malce potem drugačen, ne? Tako torej, moraš biti slab, da si lahko spet dober. Moraš, ampak pomaga. Moraš pasti na dno, da se lahko od dna potem visoko zrineš. Nam se ta vzorc ponavlja. Po vsaki veliki uvrstitvi smo potem padali v neko... Pa dvakrat se uvrstili na prvenstvo, potem, ko se nam je zdelo, da smo že blizu dna. Torej, Matjaž Kek je bil tik pred tem, da bi ga Rudi Zavrl zamenil po kvalifikacijah za Evropsko prvenstvo 2008 in se je uvrstil na svetovno prvenstvo 2010. Pa tudi po kvalifikacijah za 2022 poraz v Srbiji 4-1, zelo skromna igra slovenske reprezentance, pa potem uspešne kvalifikacije za 2024. Vaše mnenje še o tem, da mora biti selektor dober motivator, a se vam zdi to ključno? Pa ni ključno, je pa zelo dobrodošlo, ne.
Zdaj imamo en super primer, nažalost pokojnega Čiro Blaževiča, ki je veliko naredil na tem polju. Je pa zdaj druga zadeva, to je, da so igralci, ki so igrali po Čiro Blaževičem oziroma na hrvaški reprezentanci, vsi igrali vidne vloge v svojih klubih. In na zboru reprezentance ni bilo kaj pretirano veliko zadelati v nekem taktičnem smislu, je bilo več govora o tem, ker so igralci bili tako zreli, da so tudi sami prevzemali odgovornosti oziroma se postavljali v danem trenutku tudi na igrišču in je ta motivacijski aspekt bil toliko močnejši, odvisno kakšno skupino vodiš. Pri igralcih, ki imajo težo, ki imajo vidne vloge v svojih klubih, ki pridejo reprezentančni zbor nekako motivirani in neobremenjeni v nekem smislu, da bojo pa zdaj na teh treningih pa ne vem kaj delali, potem je ta motivacijski aspekt toliko bolj pomemben. Ampak to so res redke reprezentance. Mislim, da si tega mi tlele ne moremo v taki meri prevoščati, je pa v vsakem primeru, v vsakem vodenju, pa v vsakmu trenerju, selektorju ta motivacijski aspekt zelo pomemben. Koliko časa pa si bo sploh vzela zveza? Ravno to sem razmišljal. Kdaj mora Slovenija dobiti novega selektorja? Kdaj ste vi postali, na jesen ali na spomlad? Jaz sem postal na jesen, 14 dni pred tekmo z Ameriko, pred novembrsko tekmo z Ameriko. Takrat so bile prijateljske tekme že dogovorjene, ampak to je bilo tako. A bi vam ustrezalo takrat, da bi imeli več časa? Da bi recimo postali selektor decembra in imeli marca prvo tekmo? Ne, ker je isto, ne. Zaradi tega, ker je bila to prijateljska tekma in vse prijateljske tekme so bile v nadaljevanju potem Škotska, Romunija, Grčija, se pravi, da se je v naslednjem letu potem šele začele na jesen kvalifikacije. Imel sem dovolj časa s temi prijateljskimi tekmami, meni ni ustrezal to, kako so me sprejela. To je druga zdaj stvar, tako da enostavno tle sem definitivno javnost, kolegi. Je bilo tudi med kolegi trenerskimi veliko zavidanja? Absolutno. Spomnim se studija po tekmi z Ameriko, katera je bila odigrana zelo korektno, ena dobra tekma. 4-3, ne? 3-2. 4-3 je bila Romunija. Enostavno studio po tekmi, to čez 3 dni studio, kar se prvič meni se zdi zgodilo v naši zgodovini, da so se moji kolegi, pa jih ne bi zdaj imenoval, pa so zelo eminentni trenerji najdel v studiu, ker je bil tak rafal, da je to bilo meni grozno za poslušati. Pa nekaj težav tudi na nogometni zvezi, nekateri naj ne bi več igrali pod vami za reprezentanco. Koren Novaković. Koren in Novaković se takrat nista hotela oglašati na moj klic, jaz z njima nisem imel nobenih kontaktov, nikdar pred tem, enostavno sem jih kot selektor in poklical na zbor reprezentance, nista se želela oglašati na telefon in to je to. Oziroma, če sem čisto direkten in korekten in iskren, obadva ste se oglasila za prvi zbor, vendar sta imela obadva neke težave, da se nista mogla oglasiti zaradi poškodb, drugi zaradi nekih drugih težav, ampak potem je bil pa mrk. A je iti na razgovor v slovensko nogometno reprezentanco, tako kot iti na razgovor za kakšno službo, recimo, je drugi krog, prvi krog, mislim. Kako je to videti? Kdo vas je prvi poklical? Ajde, začnimo tako. Predsednik me je poklical. Ste videli kliče predsednik Čeferin? Ste vedeli, zakaj gre? Ne, iskreno ne. Jaz sem se 20 dni pred tem, ali pa mogoče slab mesec, so se s srečotom vrnila iz Dubaja. Mi smo pred tem podaljšali pogodbo. Nažalost je ena tekma nam presodila potem, da smo prekinali pogodbe in to se je zelo hitro in čez noč odvilo. Zmenili smo se hitro, ker to je bila čast in potem ta sestanek z upravnim odborom, neko glasovanje, kjer sem jaz mogel sebe prezentirati na takšen in drugačen način. Kdo sem, kaj sem, zakaj sem, kar je bilo meni malce
Ne počastjo, ampak malce sem bil presenečen, sem mogel svoj življenjepis povedati tam. Ja, ker to je v klubih navada, ne? Če se nekdo odloči za enega trenerja, da postane selektor, da so vse te stvari, ki jih vsi vejo. To ste morali na PowerPointu recimo predstaviti. Ne, takrat še ni bilo to, mislim pa, da bi zdaj... Pozitivi so bili. Ne, tako enostavno v kratkih besedah, kaj je zdaj predstavljam. Vizija. Ja, po 6 letih prve lige in 2 letih druge lige v Sloveniji, se pravi 8 let. Ampak okej, takšna je procedura. Ne verjamem pa, da so kakšni kandidati za mano to isto naredili. Zaradi tega mi je bilo malo čudno. Ali pa pred mano. No. Tako da enostavno že ta sprejem je bil tako nekako zelo hladen. Počutil sem se kot na nekem bojnem polju z enim ščitom, na nasprotju imam pa neko vojsko z puškami, mitraljezi, ne vem čemu sem, jaz sem se pač s tem ščitom probal zaščititi, kot se le da. Moram pa priznati in vedno se rad spomnim kolege Kostanjška, ki je edini rekel takrat v tistem nekem obdobju, postavili ste človeka, da bo reprezentanco, poste pa začeli odrihati po njemu, pa ste čakali, da vidite, koliko lahko zdrži in nekako se mi je to tako tudi zdelo takrat. To je torej na sestanku z upravnim odborom? Ne, to ne. To je kasneje. Na sestanku na zvezi je bilo čisto vse fino, korektno, pač potem je sledila tiskovna konferenca, vse je čisto normalno, potem v nadaljevanju. Glede na to, da ima slovenska reprezentanca torej naslednjo tekmo, konec marca, verjetno bodo to prijateljske tekme, takrat torej v terminu, ko so dodatne kvalifikacije za 16 evropskih reprezentanc. Kdaj se vam zdi, da je primeren datum, da ima Slovenija novega selektorja? Sigurno v začetku leta, če ne že prej, ampak sigurno v začetku leta, da lahko nov selektor začne lepo s kontakti, da gre obiskati igralce, ki bojo začeli najbrž s pripravami, nekateri od njih bojo zamenjali svoje sredine mogoče, da imajo dosti časa, da se kontaktira, da se tudi razloži svoja filozofija in da se pripravi ta prva tekma z marca. Pa tudi izbere strokovni štab. Absolutno. Vi ste imeli veliko izkušenj, smo že rekli, omenili smo samo, da ste bili trener Domžal in bili 2-krat slovenski prvak z Domžalami, ampak že prej vodili tudi Ivančno Gorico, pa Slovan med drugim. Glede na to, ko ste postali selektor, si predstavljam, da bi veliko nasvetov lahko takrat dobili, pa jih niste. Kaj bi zdaj vi povedali nekomu, ki bi postal prvič selektor slovenske reprezentance, kar bi vam bilo takrat, ko ste vi postali selektor, zelo drago, da bi vam nekdo takrat povedal? Nema dobro pripravo na PowerPointu. Ne, prvo, malce v šali, malce zares, da ima dva v bistvu relax dneva. To sta dan, ko podpiše pogodbo in drugi je pa ko se nekaj naredi. Ne. Vse ostalo moraš biti maksimalno pripravljen na vse možne scenarije, verjeti v sebe in svojo filozofijo, v svoje sodelavce in normalno ta kontakt z igralci, ne nazadnje tudi z mediji, mora biti res tako obojestransko dober, da enostavno se lahko ta zgodba takoj od začetka zapele v neko lepo smer. Potem si pa normalno odvisen od rezultata. Sigurno, kdorkoli bo, ni lahka funkcija, tudi trenutek najbolj idealen. Ne nazadnje so se naredile v zadnjem času, govorimo o zadnjih 5, 6, 7 letih, kar nekaj lepe stvari, tako da treba to nadaljevati. Javnost bo pričakovala to in temu primerno se treba pripraviti. Sploh, ker zdaj prihajajo pod narekovaj ta lažje kvalifikacije za uvrstiti se med 24 evropskih ekip za evropsko prvenstvo, torej se je lažje kvalificirati na Euro kot pa na svetovno prvenstvo in bo javnost morda tudi upravičeno zahtevala, da se Slovenija prebije na veliko tekmovanje, če pa se ne prebije, pa da pride vsaj tik pred tem, da pride na Euro. Sigurno je to tako. Sigurno zdaj bistveno lažje
se prebiti do konca, kot v času, ko sem jaz bil selektor, pa ne bi zdaj več o sebi govoril, da ne bom to izganjal neko patetiko, ampak časi so se spremenili in pogoji za uvrstitev so dosti boljši, tako kot so v klubskem nogometu isto zelo dobri pogoji, da prideš v Evropo in se v Evropi obdržiš. Torej, z uvedbo konferenčne lige, ki je razširila število ekip in bazen ekip, ki si lahko zagotovi jeseni v Evropi. Gremo po Evropi, glede na to, da smo povsem zamenjali vrstni red, bomo zdaj malce šli po evropskih ligah. Katera tekma minuli konec tedna v največjih evropskih ligah, ki je bila za vas najbolj izstopajoča? Newcastle je kar prišel do lahke zmage pri Evertonu, to je morda malo presenetljivo. Manchester je obrnil. Jaka Biol prišel v igro po odmoru in je bil Leeds veliko boljši, kot je bil Biol na igrišču. Nisi mi pa zdelo, da bo United obrnil na Selhurst Parku, ker ta Crystal Palace je res neugodna ekipa. Ampak tole Zirkzee je zadev. To je mogoče dobro, da bo zdaj Šeško in Zirkzee drugega malo priganjala, kdo bo prvi postavi, to je dobra notranja konkurenca, vedno nekaj zdravega. Ne? Drugače pa Roma-Napoli. Roma-Napoli 0-1, še vedno velika gneča na vrhu italijanskega prvenstva. Vsi ostali okoli so zmagali, tako da ta zdaj skupina 7 ob Bologni in Komu, ki sta manjša, in ob velikih, torej veliki trije iz severa, Milan, Inter in Juve, ter Roma in Napoli so skupaj zgneteni na vrhu lestvice in obeta se zanimivo italijansko prvenstvo. Osnovnošolska napaka vratarja Parme, Korvija pri golu Udineseja. Nisem vedel, kaj se zgodi. Dolga žoga, on je pa letel ven kot kakšen kadet, pa je pa še hodil malo zagraditi kot branilec, pa je podal Zaniolo pa s prve, bum. Podoben gol, kot je Tottenham dobil proti Fulhamu, če si ga videl. Nisem tudi tega. Wilson. Aha, Wilson, ja, sem slišal. Izbil je Vicario žogo do Wilsona, Wilson pa s prve v prazen gol. In kaj, z 40 metrov? Ja, čist desne strani iz avta skoraj. Na koncu Fulham torej zmagal, premagal. Tottenham sploh ne more doma igrati, ne vem kaj. Ne more. Samo eno tekmo v sezoni je dobil, in sicer v prvem krogu proti Burnleyju. Čestitam za zmago. Končno. Liverpool. Moram reči, da zelo lep gol. Brez Salaha. Ja, morda bolje? Zaradi tega, kaj reči? Super se mi je zdelo, da je bil Virc na sredini in vidim v Vircu igralca, okoli katerega lahko Liverpool gradi ekipo. Super, da je dobil Salah nekaj odmora. Mislim, da sploh ni bilo slabo, sploh ker je veliko tekem zdaj prihaja. Mogoče ga zdaj pripravlja Liverpool ekipo zaradi afriškega prvenstva, ko ne bodo mogli računati na Salaha in je to bila generalka. Isak super gol je lepo pospravil. Še vedno je bilo kar živčno, ampak 3 točke sploh po tem nadaljevanju sezone. Zelo pomembno, osrednja tekma v prvenstvu v angleškem pa Chelsea-Arsenal 1-1. Chelsea igral skoraj uro z igralcem manj, Moises Caicedo je bil izključen in potem je Reece James šel na položaj zadnjega veznega in bil super, čeprav je po profesiji sicer bočni igralec, odlično se je tam znašel, na koncu pa 1-1. Tudi Skota. Tudi City pa zdaj najbližji Arsenalu, sicer pa še Nizozemska, Ajaxova tekma z Groningenom je bila 2-krat prekinjena in potem tudi prestavljena zaradi gromozanskega ognjemeta navijačev na tribunah. Najprej po 5 minuti zaradi tega, ker so se spomnili na umrlega navijača, in potem po 45 minutah so vsi prišli nazaj in znova veliki ognjemet in potem so tekmo odpovedali in jo prestavili, bodo brez gledalcev na tribunah jo odigrali, če se ne motim, v torek. V Nemčiji je bilo nekaj na vrhu, tudi nekaj težav. Bayern je potem dobil, ampak Leverkusen doma izgubil z Dortmundom. Potem, ko je lepo zmago dosegel sredi tedna proti Cityju, pa tokrat Dortmund je zmagal v Leverkusenu z 2-1, sta se ekipi zamenjali na 3. oziroma 4. mestu. Bayern pa premagal St. Pauli s 3-1 in z Luisom Diazom gol in podaja je Diaz znova pokazal, kaj Liverpool pogreša v tej sezoni, in sicer dobrega krilca. Drugi polčas.
gremo na slovensko ligo. Celje Koper je bila osrednja tekma tedna. Kako je bilo? Mrzlo, v redu. Še druga zaporedna tekma, kot Celje ni moglo, ne bom rekel, da razviti igre, ampak je igralo malce v krču, bi rekel, tak, da se že pozna utrujenost pri Celjanih. No. 31. tekma v 143 dneh je to bila. Čeprav bi ne bilo v nogometu nepisano pravilo, da manj tečeš z žogo v nogah, ampak vseeno se pozna ta ritem, ves čas nedelja, četrtek, sekati so začele po kadru poškodbe, Nieto in Kovačević. Kako je s Kovačevićem? Preventivno ga je spočil, ker ga ne želi izgubiti zadnji 2 evropski tekmi. Nieta prav tako, oba sta začutila bolečine, mislim, da v zadnji loži v Olomoucu. Zdaj pa Žan Karničnik, ne vem, kako bo z njim, padal je na ramo, mislim, da. In tudi to je ena od težjih poškodb v smislu celjske zasedbe, ker Karničnik je pa res nenadomestljiv s tem prehajanjem iz levega boka na zadnjega veznega pri gradnji celjskih napadov. No, Josifov je že precej utrujen, se vidi. Šturmu manjka tudi zdaj že nekaj pa nekaj se vpraša, pa tudi nasprotnika, vse bolje se pripravljajo tekmeci na Celje. To je dokazala Sigma s tesnim pokrivanjem, recimo v Olomoucu. Kako pa je Koper izgledal? Koper pa čvrst, zelo čvrst, ampak osnovnošolsko predzadetek Celja. Diakite Rimac, Pozabili so, da je treba nazaj teči, ko imaš Prej sem Slaviš rekel, da mi je navdušil Manseri in je potrdil, da je dober igralec. Res mi je všeč, tako nizko težišče, direkten, išče svojo levico. Bi lahko dal še drugi gol takoj po izenačenju. Tako da Boljši je bil Koper v drugem delu prvega polčasa. Meni Fran Tomek je, mislim, veliko krat opozori nase, ko gledam Koper. Kdo so še igralci, ki so vam... Jurhar. Ja, dobra predpriprava, Slaviša Stojanović Kopra, da je Celje imelo težave. Je kader, ki je bil v prvi vrsti že pred mano dobro selekcioniran. Velika večina igralcev ni bila fizično pripravljena, nekateri so pod mojim vodstvom dobili tudi prvo priložnost, izkoristili so jo, stabilizirali so se v postavi, tako da enostavno Koper ima kar v svojih vrstah kar nekaj individualno zelo sposobnih igralcev, hitrih igralcev. Če smo prej omenili Josifova, ki ima to, in Šturma na drugi strani, ki ima to igro 1-1 in hitrost je tukaj v Kopru, sta to Manseri in Matondo, tako da tudi v sredini Tomek Fran, zelo delavan, priden, tiho kot mravljica, pobere ogromno žog, mora še malce biti bolj nevaren za gol, podoben kot Dofo, naprimer po Olimpiji, ampak sama destrukcija zaveznega igralca iz mojega nekega vidika ni dovolj, treba biti tudi nevaren. Nevaren za gol, tako da Koper je sigurno ekipa, ki ima potencial za velike stvari in je tudi tako pripravljena in vodena, da če bojo tako nadaljevali, lahko zapletejo marsikaj gor na vrhu. Pri Celju se pa res vidi, da je utrujenost, ker prišla, je vzela svojega maha, tudi Kvesič nima te kljub fantastični podaji včeraj, ampak te lucidnosti, te hitrosti spremembe. Sveže eksplozivnosti. Tako, nima niti Josifov, ki ga je menil. Poškodba Karničnika je pa zelo velik hendikep za Celje, sigurno. Rama je ena izmed tistih poškodb, ki je zelo neugodna. Lahko, upam, traja zelo malo, lahko pa se kar zavleče. Imel sem jo sam, zaradi tega vem, kako to gre. Ja, pa to je vsak duel, ne moraš paziti. Res moraš biti fit, da prideš nazaj, ne smeš prehitevati. Ne smeš prehitevati, je ogromno mehkih ligamentov v ramenskem sklepu, upimo, da ni nič hujšega. No. Tako da vem pa, da Žan ne bi šel ven, sigurno, če ne bi bilo to zelo boleče. No. Tako. Šestka manjka, predvsem v celjski igri, in to se zdaj če dalje bolj pozna proti koncu jesenskega dela, kako pomemben je bil Mark Zabukovnik, dokler je še lahko igral. Hrka, sploh pa Ješenak, je bil zelo skromen v Olomoucu, še previsok nivo zanj. Malo boljši je bil sicer zdaj proti Kopru, ampak je tudi začel malo on sam padati, no, ker je, mislim, da za 20-19-letnika kar veliko breme, da si postavil nosilec igre na tako pomembnem položaju, mislim, v celjski kadru, pa pustimo to pravilo, da mora igrati zaradi tega, ampak vseeno, igra in
Ja, ogromno igra Celja se je ogromno, vsaj izhod se je baziral na tem trikotniku oziroma karo formaciji s 3 branilci od zadaj in enim v sredini kot Mantenela. To je za Bukovnik delo fantastično, res fantastično, tako umirjeno. Positioning ima, ne? Ja, tako pozicijsko vedno bil na pravem mestu, tako da se iznese žoga, da je prišla potem predvsem na te neke bočne pozicije, kjer so Celjani imeli vedno igro 2-1 in težili so k temu, da pridejo do tega čim prej, tako da zdaj se jim pa ta dotok žoge tlele nekako ustavi, še posebej nasprotnik, če jih analizira in visoko stopi gor, gre v rizik v igri 1-1. Sigma recimo, ne? Tako, in se gre zavestno v igro 1-1, spomnim se tudi svoje tekme v Kopru, 3-3, 1-1 si pač moral jeti in prevzeti rizik, da boš bil pač v teh duelih boljši. Pravočasen predvsem, ne? Ker če proti Celju zamudiš, ja, pol izpadeš gre, pol je to kot domino efekt, pol se vse poruša. Kaj se je zgodilo v koperskem Taboru, zdaj imam čudovito priložnost to vprašati, po tisti 82 minuti naprej, iz 3-0 na 3-3? Ja, to je še vedno za mene enigma, to je praktično dobljena tekma, do tega trenutka Celje res niti sploh ni bil nevaren, no. Imeli so neko držanje žoge, kveče smo mi bili bližji 4. golu kot Celje in potem nelogične, nespametne, nezrele poteze ekipe, to več trener tukaj nima, ki pretirano vpliva, če so dogovori, kam gre žoga, ko ima vratar žogo, kdo koga drži prvi gol. Vedno sem filozofije, da se prvi gol ne sme dobiti. Kogarkoli vodiš, prvi gol se ne sme dobiti in ne sme dobiti. V tistem trenutku smo morali narediti menjavo, 1 ali pa 2. Borna Jeliš Balta je držal Vukliševića v tistem trenutku, je šel ven, dokaj smo mi pripravili menjavo, je že padel gol, ga je Vuklišević lih dal. Potem imamo svojo Bekovsko, kjer žoga mora jeti na stran, damo v sredino, se izgubi skok, se izgubi duel 2-1 in potem 93-24 konc tekme imamo prosti strel. Spet je ta hitrost, nezrelost, Lugonda hoče na hiter odigrati brez potrebe, da direkt njim v nogo kontragol. Čak pa zadrž žogo v kotni zastavici. Ja, seveda, to so pač momenti, ki odločajo, ne? Momenti, ki odločajo, zrela ekipa to naredi, ne glede na to, ali je trener mogoče zadev menjave, ali jih pa ni zadev. Stabilna ekipa ve, kako se tem stvarem streže, ko imaš aktiven rezultat, ko loviš rezultat, ko imaš igralca več ali pa ko imaš igralca manj. Ste opazili, kaj je zdaj razlike med vašim Koprom pa Zeljkovićem in Koprom? Moram priznati, da nisem pogledal razen tele tekme, sem bil več ali manj v tujini v zadnjem času, razen včerajšnje tekme za Celjem nisem pogledal nobene tekme, pogledal sem samo highlightse proti Olimpiji pa proti Mariboru. Tam je bilo kar srečno dobljene tekme, moram priznati. Veliko zgrešenih priložnosti na drugi strani, ampak najbrž se to nekaj vrača za nazaj, kjer pa neke sreče ni bilo. Saj, ravno to, če oddaleč pogledamo, je marsikoga presenetilo, da so vas odslovili kot trenerja Kopra. Dobili ste večino tekem na klopi koprskega prvoligaša, 1,8 točke na tekmo, to je v povprečju za sezono 65 točk, kar je v slovenskem prvenstvu dovolj za 2., 3. mesto, kar je dovolj za Evropo, kar je cilj kluba. Zakaj se je zgodba vaša koprska končala? Ja, zgodil se zelo na hitro, preveč stvari se je nabral v zelo kratkem času in profesionalnih in privatnih, tako da enostavno, ko priješ do nekega momenta, da ni maksimalnega zaupanja, potem stvari... Ali od spodaj? Ne, na različnih, jaz tukaj absolutno nimam kaj za reči za predsednika kluba in za direktorja kluba, ki sta mi vedno bila v oporo in spoštovala neke skupne odločitve, ki smo jih imeli. Ne vem, enostavno pač si pravim, nekatere stvari so se nabrale in iz spoštovanja do kluba in do predsednika in direktorja ne bi zdaj jaz tukaj kaj pretirano več filozofiral. Kako izgleda ta dan, ko ste odpuščeni?
Ja, Je to tudi telefonski klic, tako kot za selektorja? ja, jaz sem dobil telefonski klic, ampak nekako sem tudi pričakoval, čisto enostavno. Pridi v pisarno, da se pogovorimo kot ljudi. Ne, ja, enostavno pridi v pisarno, da se pogovorimo. To, ja, in potem izmenjaš mnenja in vidiš, a stvari grejo v pravo smer ali ne grejo v pravo smer. A so oni pripravljeni na pogovor ali so oni že prepričani, da ste bivši? Ja, a oni samo sporočijo, ali se pogovarjajo. Ali se še da kje reči? Ne, zdaj je to odvisno kje. Okay. Različne situacije sem imel. Na Kitajskem je bilo to zelo surovo, v Arabiji so rekli... Kaj pomeni surovo? Kako izgleda surovo? Surovo na Kitajskem je bilo tako, da je direktor kluba ali menadžer kluba, ker tam je kar nekaj funkcij, katere jaz nisem razumel, pa koliko je prišel, pa je rekel, niti treba danes na trening prijeti. Aj, čau. V Levskem je bilo, naprimer, se upravičujemo, imamo mnogo lastnikov, bi se želeli v Bolgarijo za trenerja, čeprav smo bili drugi. Na pripravah, 12. dan priprav na Cipru. Vse, upravičili so se. Tako da, odvisno kaj, nikoli ne veš, kaj je temeljno ozadje vsega tega, ampak tudi to se zgodi. Tukaj v Kopru smo se normalno pogovorili za mizo, tako kot se zagre. V Arabiji je pa, ker pa mi smo imeli dogovor ustni, so bili pa to korektni, da so mi poklicali, pa so rekli, da prosim te, da podpiš pogodbo, da ti lahko izplačamo vse, kar je po pogodbi. Tako da različne so zgodbe od arabskega sveta, jaz imam zelo pozitivno. Kaj pa Zvezda? Izkušnjo. Zvezda je bila pa ena specifična situacija, sem imel 1+1 pogodbo, končamo kot prvaki in potem so se začele neke čudne stvari dogajati. Mislim, v smislu, noben se ne oglaša. Ne veš, zdaj kam gre, ti pokličeš, kdaj bomo imeli sestanek, priprave, selekcija. Hočeš kaj splanirati, pa ni odziva. Pa ni odziva, ne. Pa ni odziva, pa vse tako nekaj v oblakih bilo, pol vidiš, en igralec gre stran, drugi igralec gre stran, licenco za Evropo ne dobimo in pol vidiš, da to ne gre v neko pravo smer in se pač takrat v nekem momentu sam odločiš, ker potem je lahko samo še hujšne. Tako da... Pa kaj boljše za trenera, da samo odstopi ali da dobi košaro zaradi odškodnine, mislim? Ja, to je pa zdaj odvisno, kakšno pogodbo si podpisal. Normalno odvisno tudi od morale, ne glede na pogodbo, oziroma neke moralne vertikale, katero imaš vse, ali pa nimaš, odvisno kako gledaš na posel. Ali pa če se čutiš odgovornega, ali se ne čutiš odgovornega. Jaz sem znal rečemo iz Kitajske in pustiti, kar se pogodbene stvari tiče, kar veliko stvari. Ker si predstavljam, da je tudi odvisno od države in od urejenosti države, ne vem, v Nemčiji ali pa v Angliji, mislim, da si klub ne bi niti zamislil, da ne bi izplačal pogodbenih obveznosti. Ne, v Angliji, v Nemčiji zelo tako, mislim, tudi dolgo držijo trenerje. Ne? Mi smo glede tega svetovni prvaki. Ampak ko rečejo, hvala lepa, recimo Darko Milanič je bila fora, sicer je bil takrat Čelino, torej italijanski in po italijanskih notah se je vse skupaj razpletlo, ampak ko je bil pri Lidzu... Pa Zamperini, to so res skrajni ljudje. Ampak še vedno so oni morali izplačati njemu celotno njegovo plačo potem, ko so, ker je podpisal pogodbo za toliko in toliko časa. In... Na koncu je vse se lahko zbere pod en količnik, to je odnosne. Odnos kluba do tebe, trener do kluba in ne samo v tem zaključnem dnevu, najbrž gre kompleten period v ta zakup, kakšen odnos imaš do vsega tega. Vsaj v Sloveniji je to tako, niso to ne vem kakšni zneski, da ti s tem bogatiš ali pa propadaš. Tako da je pa za mene osebno važen odnos, na kakšen način se zadeva zaključi, ker se ne končuje zgodba zdaj tlele. Srečujemo se tudi mogoče na kakšnih drugih stvareh. Nekdo vpraša za mnenje, nekdo vpraša za predlog, tako da... Se v bistvu res ne smeš prevelik pajac izpaditi, zaradi tega, ker te ne morejo potem priporočiti še komu drugemu, si zapreš marsikatera vrata, ne? Pa ne, odvisno... Pa človeška stvar se mi tudi zdi. Odvisno, sej ti zdaj ne moreš, kaj boš zdaj...
Mislim, enostavno je to isto, kot da ženo, ki je všeč sosed vodi inštalater, skozi preprečuješ, da se te imam rad, ali pa ona reče, se te imam rada, a gre pa k njemu. Brezpredmetno je razlog, zakaj. Ocenili so, kdorkoli pač, karkoli, da v tem trenutku ti več nisi primeren za zgodbo in tlele konc zamere, gor, dol, v principu samo sebe nekako spravljaš v neka stanja, ki so nepotrebna. Seveda to ni lahko, to je lahko za reči, seveda te tudi prizadenejo včasih neke situacije, ampak z izkušnjami vidiš, da enostavno ni treba porabljati energijo tam, ki je irealno. Da je nogomet predvsem nek biznis, ne? Tako je, tako da. In da si konc koncev smo vsi neka potrošna roba, na takšen ali pa drugačen način. Tako da, če se tega zavedaš, tisti, ki se zaveda minljivosti v življenju nasplošno, ti si v veliki prednosti. Si pa predstavljam, da ste skozi težke izkušnje prišli do te ugotovitve. Ne? Absolutno. Mislim, da so te vse zgodbe bile moji zaključki neki kar težki. Zelo grenki, no. Moram priznati, zelo grenki, ampak tako pa če. Nimamo vsi iste poti, ob rojstvu nekaterim je pač zapisano na tak način, nekaterim na drugačen, zvezde so nekaterim bolj naklonjene, nekaterim manj, eni se za svoj uspeh morajo res orenk potruditi, nekaterim gre to malce lažji, ampak v vsakem primeru je pa pomembno, da držiš svoj nivo dostojanstva in odnos. Kviz pred kvizom. Si slišal, minljiv si? Sem, vsi smo. Moraš uživati v vsakem delu žoge okrogla. Nikoli ne veš, da je zadnjič. Danes jutri te lahko zamenjamo. Ko smo že pri uživanju, bomo zdaj naredili kviz pred kvizom in sicer, ko sem šel gledati za zadnja prvenstva, ko sem šel zračunati, koliko točk prinese 1,8 povprečje na tekmo v celotni sezoni in videl, da je to 65 točk, sem šel pogledati zadnje lestvice slovenskega prvenstva in vsako leto od zadnjih 4 je imelo drugo uvrščena ekipa je imela enako število točk in v 5 sezonah od zadnjih 6. Ali veste, koliko točk je to? 64. Skoraj. 65. Malo več. Ok, 66. Ne, še eno več. 67 točk. Torej v zadnjih 4 sezonah je drugo vršeno moštvo v Sloveniji vedno imelo 67 točk. Gremo na hitro še skozi tekme v tem krogu v slovenskem prvenstvu. Zmaga za Olimpijo in za Maribor, kar se ni velikokrat zgodilo v letošnjem prvenstvu v enem in istem krogu. Potem pa je bila petkova tekma med Aluminijem in Primorjem. Na koncu razveljavljeni gol za Ajdovce, končalo se je brez golov. Domžale pa so dosegle pomembno zmago in znižale zaostanek za Muro in Primorjem na 8. oziroma 9. mestu. Domžale so premagale Bravo z 1-0 in imajo 12 točk po 17 krogih. Sodnikov dodatek. Ok, zdaj pa še kviz za res, samo na kratko. Ti ga imaš? Ga imam tudi jaz. Aj ga imaš tudi ti? Ga imam tudi jaz. Prav. Mislim, da je relativno lahek igralec. Čakaj. Kam imaš, par na par? Ne, kdo je to? 5 klubov ima. Ne, kdo bo začel? Prvi jaz ali ti? Daj ti. Prav, samo eno vprašanje. A ti imaš 2 vprašanje? Eno. Prav. Njegovi klubi so Valencia, Malaga, Real Madrid, Sevilla, Betis. Zanimiv se mi je zdel, ker je igral tako za Seviljo, kot kaj za Sevilla? Betis. Aha, Sevilla, Betis. Tako je. Torej, igral je za 5 klubov. To so Valencia, Malaga, Real Madrid, Sevilla in Betis. Isko. Bravo. Isko je pravilni odgovor. Pa sem ga isko. Čestitam. Kdo je v kontinentalni Evropi? Odštejte otoke. Klub z največ naslovi državnega prvaka. Aha, torej Rangers in Celtics. Tako, pa Linfield. Kontinentalni. CSKA Sofija. Ne, dober poskus. Imel sem ga že. Povej. Čakaj. Rosenborg? Ne. Premalo. Kdo bi lahko še bil? Olympiakos. Je. Olympiakos. 48. Ja. Hotel sem reči, Namik, Slave, to so te barve všeč.
Zvezda pa tudi nekaj čez 30. Ja, Ja, tudi. tudi je zelo visoko. Benfica mislim, da potem. Aha. Ja, ok, naprej. To je to. Ne bomo to. Prišli smo A do res? konca, naprej čez ne en teden, čez en teden, potem pa čez 10 dni, torej spored žog v decembru, 8. decembra po zadnjem krogu jesenskega dela v slovenskem prvenstvu, torej naslednji ponedeljek, potem pa še enkrat in sicer po zadnji tekmi Celja v Evropi v tem jesenskem delu 18. decembra gostuje Shelburne v Celju in po tisti tekmi še zadnja letošnja žoga slave. Hvala, ker ste si znova vzeli čas za naš podcast. Vedno je fino v vaši družbi in slišati vaš pogled na Hvala tudi vam za povabilo, vedno rade volje. to, res, na to igro, ki jo imamo tako radi. Marko, Boštjan, Hvala za lepa tudi povabilo. vam. Vedno. Hvala tudi vam, da ste bili z nami na drugi strani slušalke ali pa zvočnika. Uživajte. Se slišimo.